Pozdrav vsem skupaj. Bomo začeli. Tiste, kateri niste včeraj bili na predavanju, bomo samo rad razložil nekaj aspektov včerajšnjega predavanja. Sicer obdelali smo največji problem današnje družbe, to je agronomija, ki povzroča največje onesnaženje na planetu. Več kot 1/3 izpuhov CO2 temelji na agronomiji. Moje mnenje je, da je to še hujše kot samo 1/3. Tu bi vam rad predstavil dve različni prsti. Eno je zorana zemlja, takšna, ki se vedno dalj časa orje. To je popolnoma degradirana zemlja. Na tej zemlji ne raste nič, če se ne uporablja umetnih gnojil. Druga zemlja je samo 5 metrov stran bila vzeta od te zemlje. Tu se vse nekaj časa ni oralo. Ta zemlja je iz travnika in vidi se različna struktura delcev, ti agregati, ki so najbolj pomembni. To je vpliv mikroorganizmov in ostali živali, ki živijo v zemlji, da se spostavi taka struktura. Kaj je pomembno pri tem je, da zorana zemlja je podvržena eroziji, ne more zajeti vode, ko dežuje, in zato, ker je zorana in brez humusa, brez organske mase, je tudi podvržena zbijanju. Torej, če sporjemo, imamo zorano samo zelo kratek čas. Potem pa začne deževati, ko je suša, se pa zemlja zbije, ker je večinoma pozorjena tudi postane voda. Zdaj vam ta poskus prikazuje, kako recimo, ko pride dež, ko se zemlja namoči, kakva razlika je med tem, če je zorana ali pa ni zorana. Tukaj ni zorana, mikroorganizmi z svojimi izločki, z svojimi produkti, v bistvu držijo te delce, anorganske delce zemlje skupaj, delajo prostor, katerega lahko gre voda in omogoča, da se voda, da se zemlja ne spira. Vidite, kakva razlika je. Če orjete, prekopavate, tako hitro se odnaša tudi zemlja. Dosti rek je onesnaženih tudi zaradi tega. Poleti vidite reke v taki barvi, ni v taki. V zimi pa je take barve zaradi tega, ker zemlja zmrzne, ni dežja in ta dež ne spira zemlje iz njiv v vode, tako da se v bistvu reke očistijo. Dobro, gremo dalje. Torej, tu smo zdaj povedali to degradacijo okolja in to erozijo, ki povzroča naša agronomija z oranje. Z oranje tudi izgubljamo logotipnost zemlje, zato je naš največji sovražnik. Tudi prekomerna pašna oziroma bolje povedano nepravilni pašni menedžment povzroča erozijo. Na eni strani so lahko živali naš največji borec proti klimatskim spremembam, vendar samo takrat, če imamo pravo pašno rejo. Po drugi strani, pa če imamo nepravilno pašno rejo, so lahko naš največji sovražnik. Nafta in fosfor, to bi še rad povdaril. Nafta in fosfor sta glavna vira v agronomiji. Večina, 80% konvencionalne agronomije temelji na nafti. Podobnih gnojil, škropil, mehanizacije in ostalih zadev. Vendar vrh proizvodnje nafte bomo pravkar dosegli
kar pomeni, da bo šla cena energentov in naftnih virov v višave. Tako da pri energiji bomo lahko zbrali kakšno alternativo. Tista večji problem pa je velik proizvodnje fosforja. Tega se ne zaveda in ne govori. Tukaj pa gre za to, da je fosfor eden izmed pomembnejših elementov v umetnih gnojilih. Ta fosfor, tega bomo dosegli nekje računajo okoli 2030, 2040. Ko se bo to zgodilo, bodo cene umetnih gnojil tako visoke, da ne bo šlo več, ne bo več funkcionirati. Fosfor je nenadomestljiv. Fosforja v naravi ni izobiljo in to je največji problem, zakaj konvencionalna agronomija ne bo več funkcionirala. Fosfor je možno samo reciklirati. Kdo vse tukaj je vrtnari? Skoraj vse povedal. To so besede očeta permakulture, Billa Morrisona, ko je prejel nagrado Livelihood Award, to je alternativa Nobelovi nagradi, v bistvu za dosežke, ki imajo praktičen vpliv na današnje probleme, ne samo na to, kaj znanost naredi. To so njegove besede zaradi tega, ker je bil malo jezen na vse, kateri želijo permakulturo predstaviti kot način vrtnarjenja. Permakultura zajema vse, ne samo vrtnarjenje. Permakulturo je skupaj s svojim študentom ustanovil leta 1974 v prejšnjem stoletju in to je bilo na začetku od permanentna agrikultura, kasneje preraslo to v permanentna kultura. Zakaj je največ v permakulturi se govori o agronomiji, je pa ravno to, ker je naš največji problem današnje civilizacije. Je pa permakultura zelo širok pojem in obstaja ogromno razlag, kaj permakultura sploh je. Ena izmed njih je, da je zavestno načrtovanje in vzdrževanje kmetijsko-produktivnih ekosistemov, kateri imajo raznolikost, stabilnost in vzdržljivost naravnih ekosistemov. To pomeni, da vse, kar mi načrtujemo v permakulturi, načrtujemo po nekih principih iz narave, po nekih vzorcih iz narave. Vse, kar danes že imamo narejeno, je narava v bistvu že naredila. Cement, različne ostale znanstvene dosežke, to že narava vse ima. Torej, permakultura govori o znanosti in etiki. Ti dve področji morata biti nenehno povezane. Ker če znanost doseže nekaj in ima zadaj etičnih načel, je lahko to zelo destruktivno. Govori o stabilnosti in trajnosti. Cel čas poskušamo vse sisteme, od gradnje bivališč do ekonomskih sistemov spostaviti tako, da so stabilni in trajni, da vzdržijo skozi daljše časovno obdobje. Je sistem načrtovanja. Vedno načrtujemo vse sisteme, naše življenje, vse, kaj delamo, zaradi tega, da je vse skupaj trajno. In pa trajnostni sistem je tisti, ki proizvaja več viškov, kot pa jih porabi in da lahko skozi te viške tudi vzdržuje samega sebe in svojo reprodukcijo. Permakulturni načrt. To je en primer permakulturnega načrta, enega zelo znanih trenutno permakulturnih načrtovalcev iz Avstralije. Permakulturni načrt je sistem sestavljanja schematičnih, materialnih in strateških komponent v nek vzorec. Ta vzorec pa služi za dobrobit življenja v vseh pogledih.
Zdaj, če malo razčlenimo te schematične komponente, to so v bistvu vzamemo neke mape, neke risbe, nekega področja ali nekega sistema. Potem materialne komponente so recimo jezovi, vrt, hiša, dovozi, vse takega, kaj bomo postavljali, delali. Strateška komponenta pa je nekaj, kar bomo delali skozi čas. Torej, kdaj bomo kaj postavili, kdaj se bo kaj spremenilo, kdaj se bo kaj zgodilo. To probamo, čim več od tega probamo načrtovati. Seveda, da ko naredimo enkrat, permakulturni načrt, to ni stvarno, to ni nekaj fiksnega. Permakulturni načrt se spreminja in dopolnjuje skozi svoje življenje. Kdo od vas ima probleme z polži? Kdo jih ima preveč? Da vam povem, da nimate preveč polža, ampak imate premalo raca. Tukaj na sliki so race na nežnem polju. Nismo to poljico. Permakulturna filozofija narekuje, raj so ustvarjamo z naravo, ko delujemo proti njej. Kar pomeni, te race tukaj nadomestijo pesticide, ker pobirajo škodljivce, nadomestijo umetna gnojila, ker skozi njihove stretke pognjujejo to njivo in še razvijajo tla. Kot so ugotovili, s takim načinom imajo dvakrat ali trikrat više donose kot pa z konvencionalnim načinom. Raje dolgo in premišljeno pa sluto, da dolgo in nepremišljeno deluješ. To pomeni, če nekaj ne gre, da vedno imate neki plevel, ki se ga hočete rešiti. Nehajte prijeti, ampak razmislite, kak se da na drugačen način rešiti. Pogledajte mogoče, kak drugi to dela ali pa kaj podobnim. In tista ena izmed mojih najbolj pomembnih zadev, ki poudarjam je, da gledamo na sistem kot vse njegove funkcije, ne da izločimo eno stvar iz njega, kot imamo danes v agronomiji in monokulture. Produkcija ekosistema je za par 10 faktorjev višja kot pa produkcija monokulture. In pa permakultura poudarja sodelovanje, ne pa tekmovalnosti in konkurenčnosti. Če bomo sodelovali, tako mi sodelujemo z Fulpro, recimo, oni nam tiskajo naš promocijski material, mi pa njih promoviramo na takih dogodkih. To ti olajša marsikaj. Etična načela so vodilo permakulture, kot sem že na začetku povedal. In etičnih načel je ogromno, da smo v permakulturi razdelimo ta etična načela, oziroma jih združimo v 3 najpomembnejše, ki obsegajo vse ostale. Prva je skrb za zemljo, njenih živih in neživih sistemov. Najbolj pomembna je v bistvu tukaj življenjska etika. Vsa živa bitja imajo neko višjo vrednost. Naslednja je skrb za ljudi. Ljudje so center permakulturnega dogajanja in načrtovanja. Šele, ko bodo ljudje imeli urejene vse svoje potrebe in zadovoljene, šele takrat ne bodo več sodelovali pri uničevanju narave in degradacije okolja. Naslednja je vračilo viško v prvih 2 letih. Kaj to pomeni? To pomeni, da ko se enkrat, to je v bistvu tisto, ko rečeš, dovolj imam. Ko enkrat spostaviš si domovanje, imaš neki dohodek, imaš vse stvari, kar jih praviš, ni potrebe, da imaš spet še 10 avtov zraven, še 10 jaht. Lahko omogočiš še ostalim, da pridejo do tega, kar vi že imate. To je pomeni, da morate ta denar okolje, ampak lahko pomagate preko kakih izobraževanj, lahko pomagate z svojim časom, z tem, kar pač vam je na voljo. Tu so napisana nekako permakulturna načela načrtovanja, ki bomo jih šli skozi.
niso zelo podobna. To pač mi učimo potem na teh kulturnih tečajih, ampak bomo šli na hitro skozi, kar se načrtuje. Vsakemu elementu izberemo ustrezni prostor, da se bo dopolnjeval z drugim. Tu na fotografiji sta dva rastlinjaka. Če imamo možnost, postavimo rastlinjak ob hišo, ker ima v tem primeru rastlinjak kaj popravlja več funkcij. S tem, ko je ob hiši, ima na zadnji strani, severne strani rastlinjaka neko izolacijo, kjer ne izvukna temperatura. Sonce prihaja z južne strani, kar bomo severna stran kar ne koristili. Ob enem pa v zimskih mesecih lahko, če na steni rastlinjaka, na steni hiše, ko je med rastlinjakom in hišo okno, lahko preko tega okna tudi segrevamo hišo. Tako da je več funkcij lahko upravlja rastlinjak, kateri je priklopljen na hišo. Podobno je z kurnikom in kurami, recimo. Kurnik postavimo bliže hiši, ne nekam zelo dalje stran, tako ne porabimo preveč energije, ko gremo do kurnika. In istočasno, ko hodimo do kurnika, lahko odnesemo tudi na vrt nekaj kompost, na kompostni kup, naberemo na vrtu kakaj preveli, nesemo kuram za hrano, nazaj z kurnika pa odnesemo gnoji oziroma njihove strepke in jih raztrosimo na vrtu. To so recimo primeri. Vsak element, težimo k temu, da vsak element opravlja različne funkcije, čim več funkcij. In da vsaka funkcija podprta z različnimi elementi našega sistema. Tako da, če en element odpoveš, skozi imamo druge elemente, ki bodo podpirali to funkcijo. Na en klasični primer je, če se ogrevamo na olje, samo na olje, kaj se bo zgodilo, če bo olje spalilo? Mrzlo bo, ne? Če pa se ogrevamo na olje, pa imamo še kamin, imamo še dodatno vir ogrevanje, torej imamo alternativo, imamo drva, s katerimi bomo lahko se ogreli hišo, če zmanjka olja. No, za uspešno načrtovanje takih stvari je treba elemente razčleniti na njihove potrebe, na njihove produkte in na njihove neke specifične lastnosti. V permakulturi je to pogoč klasičen primer take razčlenbe. Ima svoje potrebe, kot so hrana, voda, neko zatočišče, pesek in tak dalje. Ima tudi svoje produkte, kot so meso, jajca, perje, toplota. Ima svoje specifične lastnosti, kot je, da brska, da ledi, če je to potrebno, da je prilagojena na klimat, ena na hladnega, ena na toplega. Vse to moramo razčleniti, da lahko se stavimo, ne da navadimo kuge, katere so prilagojene na topli klimat in čez zimo nam pomrzne. Ko imamo to vse narejeno, moramo tudi paziti, da produkti, kateri izhajajo iz našega elementa, da se porabijo v našem sistemu, oziroma da se porabijo vsaj v sosednjih sistemih. Kajti, če se produkti ne porabijo, prihaja do onesnaževanja. To se dogaja v velikih industrijskih obratih, kjer nimajo kam z iztrebki. Potem pa iztrebke skladiščijo zunaj v nekih gnojnih jamah, pride do obilice deževja in izplave te iztrebke v vode. Na koncu pride do tega, da je celi golf v Meksiko mrtev. Vsako potrebo pa moramo zadovoljiti tudi z elementi, ki imamo v našem sistemu. Če se to ne zgodi, bomo primorani dodatno delati, bomo primorani dodatno
takšne stvari. Tu je primer proizvodnje industrijske jajca in proizvodnje jajca, katerega smo načrtovali preko permakulturnih sistemov. Industrijska proizvodnja potrebuje ogromno nekih energetskih vložkov, da pride do tistega jajca. Medtem ko v našem sistemu večina stvari zadovolji sistem sam, razen tega, kar moram kupiti, recimo ograjo, take materijale. Zelo pomembno je učinkovito načrtovanje uporabe energije. V permakulturi razdelimo sisteme na cone. Kaj to pomeni? To pomeni naša energija, ki je vnašena v sistem. Imamo cone razdeljene od 0 do 5. 0 je hiša, naše najbližje delovanje in 5 je cona narave. Tam, kamor gremo najbolj retro, jer ne delamo dosti stvari. Tako razdelimo naše elemente, potem kolikokrat jih uporabljamo, kolikokrat gremo do njih. Na to zelo vpliva na gib in orientacija. Če je zelo magnen teren, tam ne bomo uporabljati neke bližnje cone, ker je težko dostopno. Naslednja stvar je analiza sektorjev. To pa je energija, ki pride od zunaj v sistem. To je recimo sončna energija. Kako postaviš hišo, orientacija hiše. To je recimo veter, ki pride od zunaj. Veter je pri predelih, kjer so podvrženi požarom, zelo pomembni, da ga preprečimo. In podobne take energije. Uporaba naravnih potencijalov, piše zgoraj. Tukaj gre za to, da čim več v našem sistemu uporabljamo naravne potencijale, kot so biološki, rastline, živali ali ne biološki, voda in druge zadeve. Tukaj je zelo pomembno, recimo, da ko uporabljamo rastline, da vemo, zakaj jih uporabljamo. Ko uporabljamo živali, da vemo, zakaj jih uporabljamo. Kot sem že omenil, paša je lahko zelo destruktivna za okolje, lahko pa regenerira okolje. Tu na fotografiji so prašiči, recimo za prašiči pripravljajo grede, ampak upravljanje je najbolj pomembno, zato je zdravljeno upravljanje klicaj. Če jih pustiš predolgo, bodo degradirali okolje. Z energijo poskušamo biti čim bolj racionalni in čim več energije shraniti v našem sistemu. Zgornja slika prikazuje neko potoče, kjer podežuje, poteče vsa voda v potoke in v veter. Na spodnji fotografiji je v bistvu prikazano, da naredimo jezove, skladiščimo energijo na višjih področjih, zaradi tega, ker podežuje ne odteče voda direktno v reke in morje. Enako se zgodi, če zgornje predele pogozdimo. Gozd je zelo velika spužba vode, eno veliko jezero. In najbolj pomembno je tudi, da energijo zadržimo, pa enkrat izstopi iz našega sistema je izgubljena za vedno. Raznolikost je ena izmed najbolj pomembnih zadev pri načrtovanju sistema. Moramo pa biti pozorni, da ne popičemo samo raznolikih elementov, ker če ti niso povezani med sabo in nima nekih interakcij, se bo sistem zelo hitro poenostavil. Zato je zelo pomembno, da imamo raznolike interakcije med temi organizmi ali drugimi elementi sistema. Tak je tukaj recimo naravna mreža, kjer kako delujejo živali, kako delujejo rastline, vse skupaj, kako je povezano v ekosistem. Če odstranimo en člen tukaj,
bo ekosistem še skozi deloval. V bistvu so raziskave kažejo tako, da lahko ostane samo 30% členov in ne bo močno degradirano okolje. No, kaj je zelo pomembno je, da kopičimo tudi skozi čas. Da ne nakopičimo enkrat vsega, če bi delovalo bolje, da nekaj dodamo zraven v sistem kasneje. Ko imamo vse te stvari v načrtu in narejene, nam daje ta načrt neko stabilnost. Ta sistem nam daje stabilnost, ki se ne poenostavlja tako hitro. Ko imamo enkrat stabilnost narejeno, nam da zelo veliko plodnost. Na enkrat plodnost pa imamo tudi produktivnost. Zgore piše robni pasovi. Robni pasovi so v bistvu nekaj, kar je najbolj produktivno napravo. In če se sklerujemo po teh robnih pasovih, na koncu želimo vedno proizvajati en velik rob, zaradi tega, ker bo to najbolj produktivni sistem. Na sliki je činampa, to je en način proizvodnje, ki so ga stari nemška ljudstva naredila v okolici Mexico Cityja. To je za enkrat najbolj produktivni, dokumentiran, najbolj produktivni sistem proizvodne hrane, kaj smo kdajkoli razvili. Zakaj je rob najbogatejši del nekega sistema? Razlog je v tem, ker živali, ki so v enem sistemu, prehajajo na rob in živali iz drugega sistema tudi prehajajo na rob. Tako da ima rob vrste, katere živijo v obeh sistemih. Zato tudi se največ snovi akumulira ravno na robovih. In ko enkrat začnemo delati z temi robovi in vzpostavljati robne sisteme, dobimo nek naravni vzorec v pokrajini. Vzorci so eni izmed najpomembnejših zadev, ki jih v permakulturi uporabljamo. Sicer je na začetku malo težko se navaditi na iskanje vzorcev, na videnje, da vidiš vzorec, ampak ko enkrat to dosežeš, je neverjetno, kaj vse se da narediti. To je en kratek filmček, da vidite, da v naravi so ti vzorci. Znanje in domišljija sta najpomembnejši gradili v permakulturi in donos je v veliki meri odvisen ravno od tega. To je še enkrat tako pravim, da je permakulturni načrt je nekaj živa celota. Čez celo življenje sistema se dopolnjuje, ker ko pride nek drugi načrtovalec, bo videl še izboljšave noter, ko lahko dodajo kaj noter. Permakultura je naša prihodnost, ker je celoviti način razmišljanja in delovanja. Direktiva permakulture, ki jo imamo, edina etična odločitev je, da sprejmemo odgovornost za naš obstoj in obstoj naših okolij. Naredimo to zdaj. Hvala. Če želite, bi vas povabo za vprašanja, oziroma če nam date kakšne maile za kontakte, če želite kaj več izobraževanj, to vse lahko nam tukaj oddate ali pa nam oddate na naši stojnici.